To je Radio 1 podcast. Berem iz knjige vtisov. Sabaton na Dunaju leta 2025. Top, najboljši koncert in super organizacija. Kurja pot od začetka do konca ali Sabaton 21.11.2025. Koncert, ki te pusti odprtih ust, napolni dušo in srce. Hvala za super organizacijo prevoza in vedno zabavno vodenje, polno duhovitih idej. Tina in Tina. Takih zgodb je še en kup in zakaj jih ne bi slišali v živo. Z mano je Tadej Košmerl, koncerti.net. No, moja statistika izvoli. To dobijo ljudje na busu. A, seveda, čakaj, se spomnim tega. Sam to, so pa pri meni, če ste to dobila. Ne. A to pa? Ne, pa enkrat sem mogla biti. No, pa deva začeti na začetku. Tadej, čau, pozdravljen. Živjo. Zdaj bom tako naprej začela, da sva ta pogovor mogla predstaviti zaradi Bruna Marsa. Ja, v bistvu res. Kako se je išla ta zgodba? Ni se išla. Zakaj se pa ni išla? Ja, mogla sva predstaviti zato, ker tisti dan, ko sem prvič povabila, je šel ven koncert Bruna Marsa in sem pač mogel biti za računalnikom in delati. To pomeni, da čakaš ne 3 ure v čakalni vrsti, da boš kakšno karto kupil, ne? No, ampak za Bruno Marsa neki smo jih dobili, ampak niso pa to količine, da bi pelil pa 10 avtobusov na koncert, recimo, ne. Čeprav je fanov dosti, da bi to seveda na filu, ampak... Ja, točno to. Danes ti večji koncerti, največji, je tako povpraševanje po kartah, da je dejansko kar zelo težko do njih prideti, ne. To ve vsak fan od Weekenda, pa od Bruna Marsa, pa od BTS, pa... Vse Weekend je tudi en tak primer, ne? Ja, se pravi, te, ki so res zdaj trenutno, pop v bistvu precej vodi. Pop hara trenutno. Totalno, ne, v primerjavi z drugimi žanri, ne. Ja. Se pravi, ti si v tem primeru, bom rekla, navaden občan, ki poskuša dobiti nekaj kart. Tako bom rekel, odvisno od organizatorja. Okay. Kakšni so tu taki, pri katerih imaš kot pač nekdo, ki pripelje veliko ljudi na koncerte, kakšno protekcijo, pri večini pa absolutno ne. Oziroma so pač danes pri tej prodaji kart omejitve narejene glih za to, da nekdo ne bi kupil velike količine kart in jo potem pač preprodal, ne? Ker jaz sem v očeh nekega organizatorja pač preprodajalec dejansko. Kupim karto in jo prodam naprej, sicer v kompletu z avtobusom, pa za neko fair ceno, po mojem mnenju, ampak to njih v bistvu ne zanima. Ne? Ampak verjetno si pa skozi ves ta čas si vseeno naredil neko ime, pa imaš mogoče, ki je, ne bom rekla protekcije, kaj, ampak da ti nekdo grebel na roko, pa da ti omogoči kaj. 25 let sem v tem poslu, koncertnem, seveda so se spletejo neke vezi in promotorji in ljudmi, ki so odgovorni za marketing, za prodajo vstopnic in tako naprej, tako da včasih gre kdo na roko, pa ti, ne vem, rezervira kakšne karte naprej ali pa podobnega. Ampak bom rekel, za te največje stvari so tudi oni, bom rekel, omejeni, ne smejo tega početi, ker je pač že management od benda jim da pač take direktive, da ne bi kdo slučajno čez vrsto skočil, pa kakšne karte dobil pod mizo. To tako ne gre. Ja. Sploh danes, ko je internetna prodaja, ko je dejansko čist možno, da se nek koncert, recimo, ne vem, 70 000 ljudi, San Siro, da se proda v 5 minutah. V drugemu zaupanju bom šla zdaj. Prej, ko sem prišla sem, včasih se pogovarjam z ljudmi, koga grem snemat, pa jim tako napovem, pa sem rekla, ja, grem pa snemat Tadeja, veš, koncerti.net, ne. In to tako čist z random ljudmi. Ja. In so si, a res, pozdrav ga, ful je faca, ful kralj, tako respekt. Ker jaz mislim, da ljudje, ki radi hodimo na koncerte, ja pa vsaj enkrat smo šli pa verjetno tudi s tabo kam, no. A ti šla tudi? Jaz sem šla tudi. Pa ne sam enkrat. Ta zadnji, ki ga imam zdaj, oziroma prvi, ki mi vedno pade na pamet, Måneskin v Trstu. Måneskin Ker sem ga dobila tudi kot, karto sem dobila kot darilo za rojsten dan. Ja, se spomnim. In vem, da je bilo vroče. Ja, ni bil dober. Nenormalno, ampak je bil pa fantastičen koncert. Ja, res je bil. Ja. Res je bil. Måneskini so pa poharali rock sceno zadnjih par let, ko so prišli. Tudi jaz prvič, ko sem bil v Linjano, sem pelil par busov, pa tudi jaz sem šel na koncert, mi je čist vse zul.
To je pa taka energija, ko je ne vidiš. To je bil dejansko poln koncert vsega, izkoriščen plac, se mi zdi oder, oni so dali vse od sebe in to sred poletja. Koliko se je trgal. Ognji, ni da ni. Kaj je tvoje merilo za dober koncert? Prej smo malo govorila o tem, ne? Ja. Kaj bi rekel, mora biti in vreme pravo in družba prava in bend razposajen in ti se moraš dobro počutiti. Zame recimo, če me kdo vpraša najboljši koncert, to je Bruce Springsteen Milano leta 2003, smo bili takrat na San Siru. No, to je bil eden izmed tistih dni, ko se je vse definitivno čist poklopilo. Na busu smo same fanatike, bom rekel, par dni prej je bil v Padovi. Ja? In smo že tam pelali precej avtobusov, Novo Milano je bil pa samo en bus, je bilo pa zaradi tega, ker je dražje, mislim, ker je dlje tudi malo dražje, ampak tisti ta pravi fendi so vedeli, da tam bo prava stvar. In res, tisti dan se je zgodila neka pač tista čarovnija, za katero upaš, da se bo na vsakem koncertu naredila. Kot prvo smo imeli karte za front of stage, torej čist spredi tam, leteli smo takoj ob 3 popoldne noter, cel popoldne smo čakali tam na tistem soncu, fajn smo se imeli, družba, fajna, prava. In tudi zvečer, potem, ko je Bruce prišel na oder, on je itak na San Siru tako rad, on je neko starega fotra, pa tako iz juga Italije dol. Bom rekel, že prvi trenutek, ko so gor na oder prišli, so bili ful razposajeni, smejali, res videl tak fajni štimung, super so se imeli. Italijani so pripravili celo, gor čez vse 3 tribune je pisal Our love is real, tako pa italijanska zastava sprodi, čisto je bilo crazy. No in pol so, bom rekel, da je od prvega takta je bila to totalna razpaljotka. No. Mislim, igrali so tako, da je 3:50, malo čez 8 so začeli, malo pred polnočjo so nehali. Bruce je takrat na vsaki turneji, mislim, na vsakem koncertu odšpilo en cel album. V Padovi par dni prej vem, da je odšpilo Born to Run. No, klej je igral pa Born in the USA, ko je res tak našponon album, sami hiti, taki hitri, fajni komadi. Mislim pa tudi vse ostalo je bilo noro. Italijani, nori fani, tam spredi je bilo čist divje. Res, vem, da sem posnel takrat, se nek na YouTubeu je. Drugi komad, res mislim, če ti spogledaš na YouTube, si misliš, oh my god, pa to je bil še drugi komad. In sledilih je še 35. Potrjujem, jaz sem sam enkrat na Springsteenu in je ista fora. On enostavno ima tudi njegovi koncerti, se mi zdi, po 3 ur jih praktično nima, ne? In zanimivo, lani, ki je imel turnejo, ne, tudi sta šla 2 frenda, prvič v življenju rockerja, metalca sta šla na koncert in sta prišla nazaj gotova. Mislim, gotova, zaljubljena, koliko je hud. Super, ampak je bilo že malo počasnej. Ja, malo se pa mora poznati, ne? Ampak dobro, na kolikih koncertih njegovih si bil? Od Brusa? Ja. Pa po mojenih 20. To ni veliko. To ni veliko. Kdo so bili na 100, 200. Dobro, ampak a si tako hud fan? Valjda imaš še koga pred njimi? Pred njim? Po moje, da sem bil več kot 20, kad so Springsteen, Stonesi, McCartney, Elton John, Roger Waters, David Gilmour, Deep Purple, pač oni, stara garda. Se pravi, počasi izginja. Na netu piše, da si bil na 710 koncertih, takih verjetno omembe vrednih, zgolj. Ker verjetno je tukaj še kakšnih 700 takih tako, mim grede. Ja, res je na netu, na moji spletni strani, koncerti.net, se klikne vsi frikovi koncerti, ja. Tako. In tam so vse te karte. Ja, res jih je nekaj tazga. Jaz sem šla scrollat, pa pač nisem preskrolala vsega, nisem imela toliko časa. Bom rekel, bil sem še na veliko več koncertih, ampak bom rekel, tistih nekih malih, pač niso tam v tisti zbirki. Tam so pač oni največji nekih koncertov, tam mogoče iz Kina Šiške ali pa iz Ortobara. Bom rekel, ne štem se, v bistvu ne vem, zakaj ni noter. Mogoče zato, ker nimam karta, pa na katerih dobiš sam nek štempel gor, pa pač ni tam. Zapestnica. Pač veliko koncertov je, na katere greš dejansko samo zaradi družbe, da se imaš fajn, da se malo podružiš. In mogoče so to neki izvajalci, ki mi ne pomenijo niti tok, pa jih pa niti tja ne fliknem. No. Kaj, festivale tudi šteješ kot koncert ali jih imaš kakšno posebno kategorijo? Festivali, da bi jih obiskal, v bistvu sem bil samo 2-krat. To je že kar dolg cajt nazaj. Prvič sem pelil na en festival, je bilo Aerodrom
v Wiener Neustadtu, to je bilo, mislim, da leta 2004. 3 busi smo takrat šli za 3 dni. Bili so Metallica, pa Red Hoti, pa Motorheadi, pa Pixies, pa en kup hudih bendov. Takrat smo bili pač kot 3 vodiči, smo tam kampirali in vse. No pa potem je ta festival, bom rekel, se nekako prestavil oziroma preoblikoval v Novorok, ki je pa zdaj zelo znan festival za Slovence, ne, ker je dosti blizu, se pravi na tisti nivi tam med Avstrijo pa Madžarsko, Nikolsdorfu, tako, in benga drevesa, zda. Ne, ampak jih pa letos grejo, vključno z mojim možem, ene par gor in se reka, upam, da ste pripravljeni. Ne pravijo tiste marelce. To so posebna situacija, sploh, ko malo pozabiš na sonce zaradi določenih stvari. Letos je hud, line-up je pač za te, ki so malo v tej muski, totalno. Je vsa stvar malo draga ratala. Recimo koncerti smo pelali celo 2 busa eno leto na cel festival, ne. To danes je skoraj nemogoče. No in en let smo pač tudi gor bili in pač bili na celem festivalu. Gansi, vem, da so bili headlineri takrat. Gansi pa kdo še. To je bilo, mislim, da 2-5. Čakaj, rekel si, da ste pelali gor za cel festival. To pomeni, da ste bili z njimi tam pol cel festival? Ja, tako je. Ampak to je pol že ta odgovornost, da ti, bom rekla, dnevno šteješ ljudi, ali jih prešteješ na začetku in na koncu? Kdor je, oziroma to si dosti stari, da veste, kje ste in da poskrbite en za drugega. Ko so noter na festivalu, so pač na festivalskem prostoru, bi rekel, tudi odgovornost od festivala, da bo za njih vse lepo poskrbljeno. Oziroma, mislim, največja odgovornost je valjda od vsakega posameznika, da bo kolikor normalno to preživel. Ne. Pa je bilo v redu, a ste koga iskali, izgubili in podobno? Ja, posledice so. Zanimivost naredi. Recimo, glih iz enega Novoroka v bistvu, Takrat smo celo helikopter poklicali, oziroma sem ga. To se je samo takrat zgodilo. Ja, to je bilo 20 let nazaj. V glavnem, bil je 3-dneven festival, en bus je tisto leto šel, če se spomnim, in pol 4. dan v bistvu, ko pač je čas za iti domov, ker po 3. dnevu, ko to itak traja do 3 zjutraj, pa gremo še spat tam v šotore in potem 4. dan se lepo odpeketaš domov, tisti gužvi, ko grejo vsi, ne. In vem, da tisto leto je bilo ful vroče, to 3 dni je žgal na polno in tam, ko nimaš pač en kameri, to so vsi prišli čist popipsan, gotovi, fertik, črni, zažgani, kot da so bili 3 dni na Baliju tam, ne. V glavnem, folk zjeban čist do daske. In vem, da ko smo štartali, se itak štartali, to pomeni, da se premikaš po meter tam v tisti gužvi, ne. Vem, da v 3 minutah so vsi spali. In pol kar naenkrat v zadnji vrsti neko kričanje in je pač en model, en metalc je doživel pač tale epileptični napad, ne. Ni bil sicer nikoli, se mu to še ni zgodilo, ampak takrat se mu pa, ne vem, zaradi vseh dejavnikov, ki so pač bili, verjetno ni nič spal 3 dni, pa tista vročina, pa malo naporno, se je pa pač to zgodilo. Tudi jaz sem prvič to doživel pač uživo, pa se je to še nekajkrat zgodilo, pa vidiš, da ni neki big deal, bom rekel, no. Moraš pač pravilno ravnati in je vse v redu, no, ampak takrat se je pa in ona prestrašila, ker se to pač ni še nikoli zgodilo. On je itak zgledal vas grozen, ki je bil vas zapotegen, pa ti z belo je gledal, pa slina dol, pa ona čupa, pa ona brada, pa vse. Vse narobe. Takoj ustaviti, čak tam za cesto, v eno stran kolona, v drugo stran kolona, tam same nive okoli ništa, izgledam, kje je najbližja bolnica, na telefonu 30 km stran, fuck, kva zdaj. Cifer od staršev, kličem starše, se je to že kdaj zgodilo, to pa to se je zgodilo. Oni tudi malo paniko zagnali, ker pač se to še ni nikoli zgodilo. V glavnem, odločili smo se, da bomo pač poklicali rešilca, ne. No in ta rešilc, prav spomnim v živo, ko sem mu na telefonu, pač 112. Mi rečemo, da je na pol mrtev, ne. On je dejansko zelo na pol mrtev, ne. Ven smo ga predesli, da bi bil čist gotov, ne. In tako, res halb tot. Sem rekel, tam na uni drugi strani, vi? Ja, halb tot, ne, na pol je mrtev, ajde gasa, da kdo pride, ne. V glavnem, Avstrijci so to ful resno vzeli in so pač, tako bi tam čakamo, ne, folk gre ven, ne, tako malo kadi tam, gleda v luft, kaj bo zdaj, ne, on že malo vseb začne prhajati.
je že malo. In kar naenkrat slišimo tako, ne. Sam tako, meni gre čez glavo, fuck, ta je za nas. In res vidiš noter neke bolničarje, ko gledajo dol, smo jih locirali, tako zaokrožili nad avtobusom in tako se parkira na drugo stran ceste, tisti helikopter, ne. Iz njega ven reševalci, ne. On že skoraj tako, čisto v redu, ne. V smislu, fuck, tako mrukno tam, da malo zgleda. Bolj bogi, ne. No, v glavnem, 2 minute po tistem, preleti še cela konjenica po cesti, sirene, policaji, rešilci, v glavnem, vse živo. Wow. Meni že sam po glavi, fuck, upam, da tega ne treba plačati. To je pa naslednje vprašanje. V glavnem, oni isti za helikoptera pridejo, ga pogledajo, vidijo, bo preživel, malo mi je pametejše delo, so šli nazaj v helikopter, so odpeljali, neč računa dal, hvala Bogu, ne. No, ampak vseeno, smo ga potem, so ga obdelali oni drugi tam, reševalci in je dejansko tudi v njihovi oskrbi potem ostal, ne, ker so rekli, ne vemo, kaj je. In se ga odpeljali v bolnico in me tudi poklical potem, mislim, da čez 2-3 dni, pač se je zahvalil, da smo pač naredili tako, kakor smo, da ima napotnico, da gre nekemu, ne vem, neurologu, komorkoli, ja. In da je vse v redu, no. Je srečna zgodba. Mislim, sam to je pa kar bilo adrenalinsko. Tako, če ne bi tam šel adrenalinsko. Ja, ne bom pozabila, tam folk gleda, kadijo, da so smo tako telefone vsi ven in smo sam tako stebili tisk helikopter, ko je pristajal tako tam 10 metrov zdravo, da res tako Vietnam, je noro. Ampak taki zgodb verjetno, mislim, ta je bila res taka ekstremna. Ostale so verjetno tako dost, bom reka, v mejah normale. Ja, velikanska večina koncertov je takih, da nimaš kaj veliko njih zapovedati. Pač se normalno pripeljemo gor, normalno gremo na koncert in se normalno pripeljemo tudi domov. Ne? Take imamo v bistvu najraj. Mislim, tako so tudi moje izkušnje, ja. Zunih, ko se pa kaj tazga nepričakovanega zgodi, so pa pol najboljše zgodbe. Ne? Ampak dobro, vseeno te, ki se pa čaka, a veš, ki zmeri so neki, ki zamujajo, recimo. Jih počakate, dokaj pridejo, ali greste pol po nekem času v iskalno akcijo, da tako rečem? Ker ne moš pa tam biti v nedogled, ne? Seveda smo tudi že pustili kje koga. Ja. Ker pač v našem programu piše, da se gre, ne vem, ali pol ure ali 1 uro po koncu koncerta domov. Ja. In če, ne vem, uro pa pol po koncu koncerta še vedno nekoga ni, se ga seveda proba najdeti, kliče se ga na telefon, če je človek nedosegljiv, ga v neki velikanski gužvi boš težko najdu, kljub temu se seveda proba ga, ne vem, če ima kakšne prijatelje na busu, gremo skupaj okoli pogledati, če ga bomo kje najdel, greš do policaju, ste mogoče tega pa tega, ne vem, zaprli, odpeljali, to se že vse zgodilo, ne? Ja. Se preveri vse možnosti in potem, če ga še vedno ni, pač greš. Ne moreš čakati pač v nedogled. Ampak do danes, bom rekel, ljudje vejo, kje je avtobus je skozi na istem mestu, vodič da svojo telefonsko številko, če bi karkoli bilo, se ga lahko pokliče, če ne kličeš, pa če mi kličemo, pa se ne javiš, ali si nedosegljiv, pač ne moreš kaj veliko glede tega narediti, ne. Ve se, kdaj je ura odhodna nazaj, ne, pač če kdo vse teh 3 stvari ne upošteva, potem pač gremo brez njega. Neke... Pa načeloma tudi se mi zdi, da vseeno potujejo vse v parih na koncerte. Sej nekaj je verjetno ljudi. Vse živo. Ja, vse živo, ampak recimo... Imaš skupine, imaš pare, imaš tudi same. Tudi, no, ampak verjetno so manjši delež, kot ostali. Ja, večino so parčkani lepo, ja. Ja, pa tudi pol verjetno se naveže že neki stiki na avtobusu, vsaj po mojih izkušnjah, no. Ja, bus je super glih zato, ker pač ljudje srečajo drugega. Ja. Zdaj po vseh teh letih, ko to delam, bom rekel, za določene koncerte že kar naprej vem, kdo bo šel zraven in že tudi sami pričakujejo, kdo bo tam in potem je to tako, ko je en happy reunion, ko gremo. Ja, jaz z ljudmi, ki se pogovarjam, te res imajo že tako prav, bom rekla, za prijatelja, no, glede na to, kaj jim ponujaš, kolikrat so šli s tabo in tako, zdaj že dal ven to in smo že na vezi in sem mu že poslala mail in veš, ne, tako dejansko so zelo hoče biti updatani in jim ful pomeni, da dobijo že toliko naprej kakšne informacije, kaj se pripravlja, recimo, ne? Ja, itak. Sploh za
Bruno Mars, Weekend in zelo podobne scene. Kakšne lepše informacije imamo, ful, vse za vas. Ja, verjamem. Za take pošljemo, nijemo sami se zrihtate, imamo prevoz. No. Tako, si boste sami zrihtati. To jim ful pomeni. Ampak moram te vprašati, kako se je zgodba začela. Ker brez tega ne gre. Ker to, se pravim, to je zgodba o uspehu, o kateri bi bil ključno s to helikoptersko vožnjo lahko posnet tudi kakšen film. Ja, Chris Christopherson bi lahko špil. Aleks je že zamislil. Izpit za helikopter. Veš, kako je on začel? Kdo? Chris Christopherson. Kako je začel? On je furil nek folk tja na neke naftne ploščadi, on je napisal Me and Bobby Magije. On je imel neke pesmi, pa ni vedel, kako to spraviti do koga in se je kar parkiral s helikopterjem, je preletel domov k Johnnyju Cashu, pa rekel, tule mu dejte, ne posluša, pa to je moja cifra, me lahko pokliče. In ga je dejansko poklical čez par dni, ker je videl, da je dober in tako je pač nekako... Se zihar, da ga ni zaradi helikopterja, pa da bi ga izkoristil tleje mogoče. Mogoče mu kakšen mitralje zgor, ne vem. Ja, točno to. Ne, kako se je pri tebi začelo? Verjetno z ljubeznijo do muzike in do koncertov, predvidevam, ne? Ja. Seveda, brez tega nekako ne gre. Jaz sem že prej, bom rekel, sam ali pa s kolegi hodil po koncertih, to smo zdaj v času tam leta 2000 recimo, 99-2000, ko sem bil nekako konc srednje šole. In potem se je zgodil en ključen trenutek. Namreč, takrat je, mislim, agencije za prevoz na koncert obstajajo pri nas že dolgo časa. Ne? Sem pel ljudi, ki so šli, že leta 74 na Pink Floyde na Dunaj, recimo, z avtobusom, ne? Ali pa 78 na Dylana, pa take. V glavnem, to ni neka nova stvar. Zmeraj je nekdo to počel. Je bilo pa res, da takrat, ko sem jaz to začenil, oziroma dobil nekak idejo, oziroma se je zgodil tisti povod za to, je bilo pa direktno to, da je ena agencija, ki je takrat to, recimo, organizirala, to je bil Ideal Turist iz Kopra. Jaz sem se prijavil na njihov koncert, na Jese v Milano, se spomnim, ko sem bil takrat kar precej všeč. In imel sem sicer karto za Dunajski koncert, ampak potem sem rekel, takrat ni bilo to v Flixbusu, pa to ni bilo tako simpel prideti na Dunaj, kot danes, ne? Ja. Pa ni bilo niti neta, pa težji v glavnem. No. Drugi časi. Lažje je, če se prijavim pri njih, imel so sicer aranžma za Milano in sem se jaz tam pri njih prijavil, ampak bom rekel, sem bil ne spomnim se točno podrobnosti, v glavnem koncerta ni bilo, oziroma prevoza ni bilo. Tudi obveščanje je bilo, bom rekel, zelo slabo. Mislim, da sem jaz pa klical 2 dni pred koncertom, zdaj se gre ali ne gre. So rekli, ne gre se, ni nas dost. Aha. In za nekega fena je to ni hujšga, kakor... Ampak to si sam zvedel, ker si se pozanimal. Ja, že to, ne? Ne vem, v glavnem ni se šlo. Ok. In sem bil blazno togoten takrat, ne? Ker to je bila Symphonic Tour, je bilo takrat 2000 so bili v Ljubljani. Pol 2-1 so imeli pa pač to neko turnejo za simfoniki, kar sem hotel videti, ampak nisem. In sem dobesedno rekel takrat, fuck je, to zna pa, to pa še jaz znam boljš delati. Kakor oni, ne. Tako da, Ilija, če gledaš, častim ti pivo naslednjič, ko te vidim. Ilija je bil takrat en šef te agencije, ja. Pa še par let smo bili konkurenca. No, potem so pa nehali delati, bom rekel, no. Jaz sem pa takrat enostavno rekel, oziroma sem kar skočil na glavo v to vodo, neznano, odprl SP, to je bilo 29. oktobra 2001 in potem 15. decembra, torej mesec pa pol kasneje, smo šli že s kombijem na prvi koncert. To je bilo na Dunaj, Steve Vai je nastopil. Wow. Še, 1000krat slišana zgodba. Imel sem same take najstnike, fante, ki so danes sami znani kitaristi in smo tudi srečali Steva Vaja gor na Dunaju, glih od zadaj smo se preplasti s tem kombijem gledali, kje mu parkirali in vidimo, Steve Vaj preleti iz enega avtobusa, vsi vstal, gremo ven, smo se slikali z njim. In model je bil taka faca, da nas je celo povabil na tonsko vajo, tako da smo bili noter pač že popoldne, samo nas. Dejno. Ja. Imamo fotke vse. To je sreča, stari, to je res sreča. Totalna sreča, res. Ja. In smo bili vsi totalno happy, čist, itak ne. In
In potem je pač to bil prvi kombi, potem naslednji dan smo šli na Briana Adamsa v isto dvorano, v Gasometer, potem na Van Morrisona, pa na Kelly Family, pa na Dreame. Glavno to na začetku so bile bolj kombi variante, ne. No, počasi je pa to nekako rastl. Pa sem prilezel že do minibusa za 20 ljudi, ne. No in potem mislim, da 4.6.2002 je bil prvi koncert, nas je bilo pa malo čez 30, da smo šli pa dejansko z busom, se pravi s velikim busom na Santano v Budimpešto, ja. V glavnem, moja ideja je bila v začetku, da pač sam sebi prvoščem koncert, ki ga hočem videti, tako da na začetku so bili razpisani bolj koncerti, ki so pač mene zanimali, ne. Pa če že grem jaz, gre lahko še 7 ljudi ali pa 8 zraven, da nas je pač za en kombi in si dobesedno podelimo stroške, ali pa je to nekako to, da se saj jaz za ston pelem, ne. Koncerti Pika.net so bili kar prvih par let, bom rekel, neprofitna organizacija, pa se je to začelo. Je kar logično, da je. Ampak bom rekel, koliko je pa zdaj tako okvirno velika ta tvoja flota, ker včasih enostavno prideš na to zbirno mesto in je pač nepregledno število avtobusov. Največ nas je bilo 57 busov. 57 busov. Ja, sem niso vsi iz Ljubljane šli. Ja, vem, ker se pobirajo se na različnih, odvisno kam gremo, ne vem, Celje, Maribor. Kam ste to šli? Mogoče smo šli? To so bili AC/DC v Celtvegu. Ok. To je bilo 2015, 16. maj. Ja, mogoče sem bila takrat sloja. Enkrat sem bila tudi na AC/DC. Kje sem bila na AC/DC? Ne, mislim, da sem bila v Minhnu. Na stadionu. Če se ne motim. V Minhnu sem samo na stadionu. Tudi jaz sem bila sem enkrat tam. Ja. Tako, veš kaj, jaz vidim, ti ful imaš ta spomin. Točno veš mesec, v bistvu že datum, letnice. Mene to zmoti. Jaz tega ne vem, meni to gre, vem pa, ne vem, feelinge vem, spomnim se, kakšno je bilo vreme, spomnim se, kako sem bila oblečena, koga sem imela, to vem, občutki mi ostanejo, medtem, ko ta statistika mi gre, no. Ja, recimo rollingov se tudi spomnim v Avstriji, ko smo bili nepreglednem v tistem blatu, točno tako, in nikoli ne bom pozabila, da nisem šla na WC, ker si nisem upala iti. Ker sem nekaj, jaz če grem, ne bom pa šla več nazaj, oziroma jaz nobenega tle več ne najdem. In je bila kar muka. Sicer, da sem bil v Bataškornih, ja, vsi so se mi smejali. Pozem se pa jaz ostalim. Ampak kateri je pa bil tvoj prvi koncert? Prvi. Prvi, ja. Da ti povem, imam tudi plakat doma. Ti bom še zgodbo povedal, koliko sem ga dobil. To se pa v živo spomnim. Bil je film na TV Slovenija, tam enega avgusta 99, Leningrad Cowboys Go America. Okay. To je en tak smešen movie o bendu. Leningradski Cowboy, ne? Leningrad Cowboys so pač bend. In jaz sem ta film gledal in je pač tak čoravo smešen, bom tako rekel, ne? Staki so tudi oni. No tako, ja. Jih poznaš očitno. Ja. No, super. No in vem, da sem celo v delu to videl. Ne vem, kako mi je prišlo tisto delo in vidim tako tam kultura, Leningradski Cowboyi 5. septembra v Križankah. Ne me basat. Okay. Jaz bi pa to šel. No in sem kupil karto in sem šel in bilo je svetovno. To je bil 5. september 99. Predskupina so bili Agropop. Wow. Mislim, da je to celo njihov zadnji koncert za Šerbi. Okay. In že oni so naredili totalno razpaljotko. Še pred njimi so bili pa Pips, Chips in Videoclips, to je zdaj kar dosti znan hrvaški band, pa Siddharta. Tako da je bil ful. No, to je bilo vse skupaj. Najprej so bili Pips, Chips in Videoclips, potem je bila Siddharta, ko ben živ Bog ni vedel, kva to je sploh. Tako da sem pa velikrat že povedal, da sem bil že leta 99 na njihovem koncertu. No, potem so bili Agropop in vem, da folk je že tiste komade pel, ko zmešan, res je bilo fajn štimenk v Križankah. Sem si že mislil, te Finci to ne bojo mogli tega preseči. No, pa so pa oni gor prišli, no, in je bilo še jača razpaljotka, v glavnem, to je ful dober. In sem rekel, pa ti koncerti so pa super, ej. In on pa šel še na kjerga, ne. In vem, da pa jih malo zatem sem kupil potem kar neki kart, takrat se je ful dogajalo v Ljubljani. Vem, da so bili potem so bili zelo hmali, so bili Offspringi in Rage Against the Machine in Joe Cocker je bil, Steve Vai je bil,
Sting je bil, Pearl Jam so bili, to je bilo vse potem v naslednjega pol leta. In je bilo super, no, kaj ne rečem. Zaljubil sem se. No in še to, ko sem ti rekel zgodba. Ja. No, za moj 40. rojstni dan je moja draga žena poklicala organizatorja tega koncerta od Leningradskih kavboj leta 1999, to je bil Tomaž Purki, po domače, ne, je tudi parkrat za mene vodil in on je bil tudi moj predhodnik, bom rekel, v 90-ih, je tudi na koncerte vozil. In mu je rekla, naj najde plakat za moj rojsten dan, da mi bo podarila iz tega koncerta in res je človek premetil celo bajto in je najdel neke stare plakate, tako da sem dobil potem 22 let kasneje original plakat iz tega koncerta in danes bi si pač tam lepo bravo žena. steni. Bravo žena. Bravo žena, to ni tako simpel da biti. Moram te vprašati, ker jaz nisem imela tukaj te sreče, da bi doživela Ljubljano oziroma Slovenijo kot neko vseeno place to be, kar se koncertov tiče, ne? Ker si naštel, kdo vse je bil tukaj, ne? Ja. Ti pa doživljaš oboje, ti si bil tam, živel si to in zdaj, bom rekla, to neko žalost, v katero je padla Slovenija oziroma recimo prestolnica. A se ti zdi, da se tukaj da kaj poprav, da se bo kaj spremenilo, a smo res tako majhni in se nič ne da in grejo vsi rajše drugam? Ja. Ker je pač zaradi organizacije, logistike in tako naprej. Mislim, ne, da ni nobenih koncertov. Je pa res, da imam tudi jaz občutek, da je kar precej manj večjih koncertov, ali pa nekih koncertov zahodnih bendov, ne, Balkana imamo dost. Ja. Pač pri nas, ne. Zdaj, razlogi za to, sej ni neka baš velika umetnost, ne. Kot prvo je Ljubljana kot neka prestolnica še zmeri v primerjavi z Dunajem, Zagrebo, Budimpešto, Münchnom, Milanom še zmeri mini mestece, ne. Ja. Potem tudi ta posel se je dosti spremenil, bom rekel, vse te večje turneje so v rokah nekih korporacij. Ne, včasih je Vidmar pripeljal kot nek neodvisen promotor fuljenih koncertov in tako naprej. Danes recimo, ne vem, podpiše nek band celo turnejo z Live Nationom in oni lepo naredijo turnejo in Ljubljana ponovadi ni na njihovem radarju. Niti slučajno, ja. Čeprav je res, da tudi organizirajo kakšen koncert pri nas. Dostikrat so slovenski organizatorji, bom rekel, samo podizvajalci tujcem, ne, Avstrijcem, Madžarom in tako naprej. Pač to se je spremenilo, ne. Tudi naše dvorane, sej, Stožice so fajn, ampak če si ti pogledaš, kje bi delal nek koncert, za katerega veš sigurno, da bo razprodan, v primerjavi Zagrebško areno je dosti manjša kapaciteta in pač raje delaš tam, ne. In za nas je blizu in gremo reči. Pa tudi, bom rekel, Slovenci smo navajeni hoditi ven na koncerteh, nam je pa v nasprotno smer je pa bolj manjši promet, ne. Ja. Redko kdaj, kakšnega Dunajčana vidiš v Ljubljani na koncertu, ne. Ja, na koncertu pa Pa tudi res je, da... Noro je, veš, ko pomisliš, da so pri nas bili, bom rekla, in Queenie, in Tina Turner, kada bi zdaj prišla Taylor Swift, če postavimo časovno gledano, ne. Ja, zvezdo, ne. Smo imeli veliko nekih zvezd, recimo, tudi takih največjih, ja. Ja. Ampak je to se zgodilo mogoče enkrat, dvakrat. Nirvana, ne smem Mes smo se pozabiti. Rammsteine, recimo, dvakrat, zdaj v zadnjem času, ampak zdaj je to enostavno prevelik bend, da bi še k nam hodil, ne. Ja. Ne, vsi štadionski bendi a priori pri nas odpadejo, ker pač Kar nimajo kaj. imamo štadion, ampak je absolutno premajhen za neko največjo produkcijo, ne. Pri nas, recimo, ne vem, Bryan Adams pride skoraj vsako turnejo, recimo, ne. Ja. Imamo neke ponavljače, Pa a se ni pa toliko določeni... izbire, kakor je. Se mi zdi, da metala je precej, Ja. sploh te klubske scene, ne. Tudi festivalska Skanka deluje. se ful trudita in tako naprej, medtem ko nekega novih bendov, recimo, zdaj sem pel v Rave v Bologni, recimo, super koncert, polna dvorana, to, da bi pri nas šlo prek, si ne morem zamišljati, recimo, ne. Koliko si se ti zdaj izobrazil v žanrih, ki ti mogoče niso tako blizu, govorim recimo o popu. Ker jaz včasih kar malo težko sledim, koliko je enih novih punc, enih novih pevk in tako naprej. Ja. Ker jaz sploh prvič slišim, pa enostavno imajo že razprodane stadione, ne? No, jaz doskrat grem lepo na Deezer gor in vtipkam Ja. z band, ki ga pelem, ne, in pol malo poslušam. Pa daj, se najde tudi kaj
relativno čisto lepo užitnega. Ja. Ale Ray, recimo, je bila Ja. strašna. Šel na koncert, cel orkester od zadnje, bejba zna pet, res super. Tako ti mi rekel, mogoče čutim zdaj pač po 25 letih že tudi malo, da sem se prenajedel kakšnih Deep Purple, pa tako nekih teh starih bendov, ki jih imam sicer zelo rad, ki so zdaj že precej stari, pa vem, da ne bojo več igrali tako, kot so pred 20 leti. Ne? In mi pa še kaj noga. Ne? Tudi doma, recimo, če si že glih kaj dam, oziroma poslušam muziko skozi, Ja. bom rekel, je na mojem meniju bolj kot ne internetni radio, da slišim še kaj novega, nekaj, kar recimo se po nekih komercialnih radijih ne posluša, da pač slišim nekaj, kar še nisem nikoli slišal, ker Seveda. tiste plate, ko sem jih cel življenje poslušal, jih imam že klede gor. Ne. Ja. Se pašajo, Ja. ne rečem, ampak vsak dan pa tudi ne. A se ti je kakšen od teh starih bendov, ki si jih imel zelo rad, kot si omenil Deep Purple, pa to, mogoče se ti zdi, da so se ti že mal, ne bom rekla zamirili, ampak dejte počas, ne vem, nehite v stilu, ker ubili mi boste tisto idealno sliko, ki sem jih imel v vas, oziroma, veš. Pa če pridejo kakšni spori vmes, nepotrebni in tako. Jaz sem totalen fan Dylana. Boba. Če greš na koncert od Dylana, bom rekel, moraš biti fan, če nisi, Ja. ti bo grozen. Absolutno. On je tak. Ampak vedno, ko grem, sem vesel, da sem tam v prezenci tega glasbenega boga, recimo, pa tudi če nič ne igra, če sam pride, pa Res? Tako Kaj zelo ti reče? všeč, ok. jaz sem fan. Ja. Glih to, kar sem ti prej rekel, ne? Pač pa ko enkrat 20krat vidiš en band, je A zgubi, se to slišali. a zgubi en čar, verjetno. Poko se bo, mislim, redko kdaj so kjeri ti starci tako dobri, kot so bili recimo pred 10-15 leti. Normalno. Starejši so, ne more več tako igrati, kot je. Doskrat bom rekel, kar imam zamerim, ne, sploh na Stonese, recimo, če greš. Ja. Ista set lista že 20 let, mogoče 2-3 komadi različni. Vidiš potem pač, da je to res biznis, industrija, ajde, gremo še eno rundo z istimi komadi. To mi gre malo na živce, no. Dej, Madonca, dej, naštudiraj nekaj novega. Dylan, recimo, če greš na njegovo turnejo, on igra sam celo zadnjo plato plus 3 komade, ne. In Če to je to. nisi familiar za zadnjo ploščo, ti nogo čas. Pa ti tudi ne bo tako dobro, verjetno. Recimo, ne. Kako si gledal na povratek Gunsov? Težko vprašanje. Vem. Kako si pa ti gledala? Jaz sem bila zelo vesela, ker sem imela to priložnost, da jih vidim. Ampak, Ampak, ker sem bila na tem koncertu na Dunaju, sem videla, da je vse sam denar. Po domač povedano, da ni nobene kemije, da smo tukaj zato, da pač naredimo svoje, popokamo cash in gremo naprej. no, Tako Gansi sem so jih jaz letos doživela. napovedali turnejo. Spet. Spet. Jaz sem bil tako šokiran. Kako lahko spet? Pa sem šel prav gledat. 8 od zadnjih 10 let so bili na turneji. Ne sicer skozi v Evropi, ampak to... Ja. To se mi zdi tako cuzanje denarja, pač no, da je od fena. No, a veš, o tem sem govorila, ne? Igrajo Ja. 3 ure. Ja. Se Začnejo potrudijo, točno. Se potrudijo. Ja, ni več tistega, ko je bilo v 90-ih, ko si šel na Ganse, pa nisi vedel, ali so tam pobili, stepali med sabo, A so prišli? bojo zvozili koncert do konca ali ne. Ja. Zdaj je vse lepo poštirkano, ob uri, ko je treba iti na oder, gremo, ob 11 že spimo. Ja, točno to. Ne vem, kaj ne ti rečem. Ni me, nobenih kocin. Nič se ti ni zgodilo. Pač, no, bil sem tam. Ja. V bistvu se spomnim, v Münchnu sem bil na koncertu in sem rekel eni drugi vodički, ki je bila tam zraven, sem rekel, fakt, to bo folk prišel čist razočaran ven. In pa pride folk totalno navdušen in sem si mislil, fakt, sem čuden. Ne, bili smo veseli iz vidika, da smo to lahko videli, ampak se pravim, ker si bi se malo bolj osredotočil na oder, pa kako stvari potekajo. So tudi zadovoljni, valjda. Seveda. Nostalgija naredi svoje. Nimaš kaj. Zakaj imaš ampak pa... ko slišim prve takte od Sweet Child of Mine, šaltam takoj. Ne moram ga slišati več, nikoli. Ja, ta je bila več kot 20, sigurno. Ja. Zakaj imaš majico do Who?
predvidevam, da pomeni nekaj več, ni bila sama edina, ki je bila čista, pa si pač prvo vzel ali nekaj Ja, takega. nobene, ko piše koncerti.net gor. Ja, ok, Ja, next time. ne bi ga. Ker zihar je neka Nekaj zgodba. imajo. Ja, Huj so pa en band, ki ga imam jaz zelo rad. A tako kot Dilana? Sta tam Ne tam? meši Dilana v to. Lej, tis On je bog, ja, res si nekaj rekel, ja. drugega. Okay. Ti si je tam. Ne moreš, druga Ostalo je pa kategorija. Okay. Tako, ja. V glavnem, Huji so pa en band, ko bi rekel, lej, da me spremlja že nekako celo življenje. Bom rekel, prva stvar glede njih, ki sem jo videl ali pa doživel, je bila, da sem enkrat že tako kot, ne vem, mogoče 12-13 let star mulo, videl ta njihov film Tomija, ne vem, če poznaš, to je neka rock opera, v glavnem so naredili tudi filmsko verzijo, mislim, da tam leta 75, tak čist odkačen movie. Okay. In vedno sem to gledal in mi ni bilo tako nič jasen, VTF je pa to, ne. Ampak mi je ostalo v spominu in potem, ko sem začel v srednjo šolo hoditi v Celje, je tam bila ena trgovina z CD-ji pač, ne, in sem noter pač doskrat, včasih smo to brskali musko, Ja, ne, ja. danes ne ve več, kako to zgleda, ne. Sem pač kupil njihov dvojni CD, Live at Isle of Wight iz leta 70. Svetovna koncertna plata. In ti sem pač poslušal in so se mi pač nekako priljubili. Tako da, bom rekel, na Huje imam kreš že od srednje šole. In tudi pol sem šel, eden prvi koncert dejansko, na katerega sem šel v tujino, je bil leta 2000, sem šel z vlakom v London, na Huje, v Wembley Areno, takrat je bil zadnji koncert, ki sem njihovega doživel, da je špil še njihov pokojni basist John Entwistle. Tudi predskapina ni bila švoh, je bil tale Joe Strummer, ki je tudi pol 2 let zatem umrl, 3, tam enkrat. In lej, oni so uživo, super. Tudi njihova plata Quadrophenia je lej, ena najboljših plat meni osebno, lej, se ne naveličam. Ne bom rekel, da jih poslušam vsak dan, daleč od tega, ampak vedno, ko jih imam nasmešek na obrazu. Tudi zdaj, ko mi govoriš o njih, se čuti, da imaš eno posebno ljubezen, da čutiš do njih. Ja, pač Absolutno. imaš en band, ki ti je tako, ki so pa res fajni. No? Ja. Tadej, kam ste šli najdlje na koncert? Kam si jih najdlje pel? Ja, koncerti net organiziramo tudi kakšne 3-dnevne izlete. In najdlje smo šli, po moje, v Berlin. Aha. V Berlinu smo poslušali U2, mene 2-krat, 3-krat mogoče. Kings of Leon smo bili enkrat. V Berlinu. Ja, v Ja. Berlinu. To je potem še nočitev za... Zajtrkom. Ja, tako. In ogled mesta. Nočitev za zajtrkom. Ja. Ta bi bila Dve dobra, si nočitvi. predstavljaš, imaš še več ljudi. Za zajtrkom. Okay. To smo šli, pa potem v Pragi smo bili, mislim, da že 30-krat na raznih koncertih. Prvič leta 2004 na Rolling Stonesih, ko jih je napovedal Václav Havel, Okay. takrat v parku Letna. Ja. Mislim, da je bilo to en dan po Jaggerjem rojstnem dnevu. Se je bil ful slab koncert takrat, najslabši Stonesi. Se pravi, Praga, to je taka neka skoraj vsakoletna destinacija, da gremo za več dni. V Rimu smo recimo gledali Rollinge, pa Springsteena, pa Gilmorja, pa velik bendov. Šli smo, na Poljskem smo bili, v Katovicah na U2. Tam so to bili YouTube, ja. Najboljši Ja. koncert. Ja. Mislim, najboljši izlet ever. Okay. Leta 2005, Okay. ja, ti se bilo number one. Kje smo še bili? V Beograd gremo za 3 dni. Se ti imaš v bistvu to mapco, ki si mi prinesel sabo tle, v bistvu kar statistika, Tle je vse. koncerti.net in evo, Od prvega. največ udeležencev po izvajalcu AC/DC 8942. Ja, no. Ja. Največkrat doživeti izvajalci pa absolutno Iron Maiden. Ja. Ja. Metalci seveda. In 31-krat smo. tako med obiskanimi mesti pa vodi Dunaj. A so tebi tako po državah, a bi rekel, da je nekje, da so koncerti boljši, mogoče z vidika energije, pa tega, kar folk da. Ker recimo moja izkušnja je, jaz grem furaš v Italijo na koncerte, kot v Avstrijo. Ja. Ne vem, neki drugačni v zraku, drugačni seveda. ljudje. Italijani so bolj
Bolj so odprti, Strastni. bolj so strastni, mogoče malo manj uporabljajo telefon, ne vem, vsaj po mojih izkušnjah. Ampak je to nekaj na tem, da so te, bom rekla, severne države mogoče malo bolj hladne. Ja, se že, če pomisliš, Avstrija, Italija, seveda, eno je sredozemsko, mediteransko, drugo je pa že tisto germansko, vse poštirkano in tako naprej. Ja. Ja, jaz sem tudi rad v Italijo na koncerte. Čeprav tam, mislim, mogoče kakšna stvar ne klapa tako, kot klapa v Avstriji, pa v Münchnu, ne. Tam je red in disciplina, ne. V Italiji je malo tako bolj na free, ampak ja, Italijani so super publika za koncerte. Ja. Ne, tudi sicer imajo štadione, pa to so bolj podrtije v primerjavi s kakšnim dunajskim, pa Budimpešta, recimo, čizhara zadnja leta z nekimi štadioni, pa dvoranami novimi. Ok, San Siro je super štadion, ampak zdaj bomo da novega gradili. Zdaj zadnja leta so Italijani kar poštudirali, da lahko na raznih hipodromih delajo, tam je pač ogromna trava in spustite gor rajo 90.000 ljudi in so na koncertu. Izteptajo vse. Tako, ja. In upaš, da ne pada dež in pol. Tako. Ikoni, ja. Pa imaš svoje najljubše prizorišče? Pa v bistvu ne. Tako da se prav veseliš, ali pa kontra, ne, tam mi pa res ni zaid. Najlepši iti na koncert nekam bliz, sploh hitro doma, ne. Ja. Zagreb je super. Milano je daleč. Se drajsaš pri zjutraj, ob 7 zjutraj, ko mi dam, ne, čist zjeben. Ja. Čisto odvisno od dneva, od ljudi, od energije, lej, meni težko kamorkoli iti. Če je družba fajna na busu, lej, gremo lazart mene tudi, ne vem, v Zakopane na Poljsko, pa se bo imel fajn. Pa čisto. Ja. Daj mi povej, koliko je zdaj velika ta vaša ekipa? Koncerti.net. A se to spreminja glede na povpraševanje? Koncerti, to sem jaz. Prodajo kart, ampak pol, ko smo mi že pred avtobusi in gremo gor, skratka, koliko je zdaj teh tvojih ljudi? Ja, ko smo šli na AC/DC, nas je bo 57 vodičev, ne? Ja. Bom rekel, zaposlen sem jaz furam vso logistiko, vso organizacijo, vse maile, vse, kar je pač v ozadju, tisto pisarniško boring delo, ne? No, potem na dan koncerta, ko se je treba pa odpeljati z busom nekam, mora pa seveda na vsakem busu biti svoj vodič, ki poskrbi za to, da so ljudje informirani o vsem, ki jih malo animira, zabava, muziko rola, karte razdeli, pove o prizorišču, o koncertu, kako bo vse to potekalo. Ampak to so vsi zunani, bom rekel, ne? Ja. Ni noben. Jih je pa precej. Kako pa lahko postaneš vodič pri tebi? Ja, moraš imeti rad muziko, koncerte. A so kakšni posebni? Mora biti zakonskih ovir ni nobenih. Včasih si mogel imeti licenco za turističnega spremljevalca. Ja. Mi smo včasih bili turistični spremljevalci na avtobusu, danes te kategorije ni več. Okay. Tako da, kar se tega tiče, je lahko kdorkoli. More pa biti pač možnost, da tega človeka nekako legalno plačam. Ne, torej nekdo, jaz sem pa ta šel bi, ja super, si SP, si DO, si študent, imaš napotnico, imaš nešto, nekaj pač treba imeti, ker mi smo pač, ne vem, resna firma in ne moramo kar tam nekaj. A pa jih pa recimo, ker vem, da je kar nekaj tvojih vodičev zelo povezano recimo z določenim žanrom, da tako rečemo, ne? A imajo oni kakšne želje tudi, jaz bi pa furaš pelala folk na mednek, na vikenda recimo, ne? Pa pol to malo prevekslate, pa... Tudi meni je super pač poslati nekoga, ki je dejansko fan tistega benda na koncert, ne? Čist drugač si noter upet, ne poznaš koga mogoče. Ne, folk vidi, da si eden izmed njih, ne pa en outsider tam, ko to gremo poslušati, nika čuva, ne? Malo čuden. Včasih se to naredi, ne? Ampak jebi ga. Moraš vsega poznati. Profi moraš odpeljati. Daj mi povej, bili ste na Taylor Swift, ne? Na koncertu. Kakšnem? Ne, če je odpadla. To je bilo na Dunaju, ali kje je že to bilo? Ja, Dunaj. Se pravi, koncerti.net niso bili še na... Ne, nismo bili. A pa... Taylor Swift je imela v Milano je bila na tej turneji, ampak pač nismo pelali, ker smo pelali na Dunaj. Ko mogli biti 3 koncerti, potem se bo vsi 3 odpadli, ker... Ko je bila tista od takrat naprej, ne? Akcija, ja, tako, ja. No, ampak to je verjetno bil, seveda, eden najbolj pričakovanih in najbolj želenih in... Ja, itak, absolutno, to je bilo joka tist dan velik. Ja.
A te dejansko kličejo ljudje pa povejo, da so zelo razočarani, da niso prišli do karte, ali jokajo, tako kot si rekel? Ali? Marsikatera mama, ki je plačala za svojo hčerko, je napisala, da je bila zelo težka noč, ja. Jaz si tudi par poznam. To je bilo, mislim, da tako, na 10 zvečer so to javili. Naslednji dan zjutraj bi mogli pač iti na koncert in en večer prej, že tako precej pozen, je prišla ta odpoved. Ne, mislim, ker je bilo veliko fanov, je bilo že na Dunaju, ne, tisti, ki so prileteli na Taylor Swift, hodijo iz celega sveta. Fanih je bilo ogromno že na Dunaju, tam so že majice zunaj prodajali in vse, in potem je pač prišlo tako strela z jasnega, da pač koncertu ne bo, ker je en klošar tam se hotel, ne vem, neki napadati. Ne? Ja, točno to, ja. In velikih je klicali in pisali, potem, ko smo vračali denar, pač, da je to bilo pa grozovito za mojo najstnico. Sam jaz sem zdaj isto poslušala tudi za tega, za Marsa, pa za Weekenda, se mi zdi, da mame zdaj so tiste, ki grejo v akcijo in ki jokajo in ki klikajo in ki čakajo. Itak. Imam prijatelja zdaj, ki je bil 60,000 v vrsti za BTS karte, tudi Korejci, ne, tudi luda kuča. In pa mu je napisal sold out, ko je bil že 1000, recimo. Samo še 1000 je bilo pred njim čakalo, 3 ure, da je prišel na vrsto in pol tik pred njim konc, ne. Kčerke niso bile navdušene. Ni bilo reda, ne? Ne. Ej, a se ti dogaja, da te kličejo, imaš kakšno karto, viška? Ja, itak. Še kar se to dogaja, tako? Ja, vse, seveda. In kaj mi rečeš? Ja, če imam, če nimam. Ne, jaz mislim uno karto, a bi ti meni naredil uslugo, rabama se lahko kakšno karto dobi za ston. Vse kar, za ston? Ja, seveda. Ker to recimo jaz dobim take mesiče, valjda, deka imaš kaj slučajno, a se kaj vam valja, ker to se načeloma valja očitno okoli. Ja, ti delaš na radiju, tu je drugače. Ja, ampak ti pa imaš še večji stik, ne, s temi stvarmi, kaj jaz. V bistvu ne. Ni več tega. Včasih kdo da kakšno karto za vodiče, ampak praviloma bolj ne kot ja. Okay. Pa tudi jaz osebno sem, bom rekel, tak tip človeka, ki mi je zelo smotan fehtati kogarkoli za kakšno zaston karto, rajo kupim in grem, razen če me kdo povabi, recimo. Ja. Ampak da me kar neki neznanci klicarili pa sprašvali, da je to... Ne, se to so oni, veš, kak nisi slišal 5 let, pa se pa živo, kako si eno vprašanje, mogoče. To je ta sistem, ne? Mislim, doskrat me kdo kliče, ko je pač koncert razprodan, če imamo kje še kakšno karto za kupiti, ne? Tako. Ampak teh koncertov je tako malo morje, pač enostavno nimam, ne. Okay. Mislim, da vsi tisti, ki so to probavali, so že ugotovili, kak sistem je. Če je na voljo, je pač na spletni strani to jasno napisano, da je možnost naročiti. Če je čakalna lista ali pa razprodano, je pač razprodano. To pomeni, da nimam, tudi če me bo poklical nekdo, ne. In ni več tega tako. Jaz si tako vsakmo rečem, mail mi napiš, in zdaj večinoma folk že kar takoj napiše mail in me sploh več ne klicar. Spravi, ko je gor obvestilo čakalna vrsta, ti se vpišeš in potem, ko vi dobite več informacij, obvestite verjetno nazaj. Čakalna lista pomeni, da se je pač neka stvar razprodala, Aha. Da je polno, da tisto, kar pač imamo nekih kapacitet, smo zafilali in lahko se vpišejo v čakalno listo za primer, če bi kdo od naročnikov odpovedal. In v tem primeru potem pošljemo celi čakalni listi sporočilo, da se je to pa to sprostilo in da lahko naročijo na spletni strani. In pol, kjer je prvi, najhitrejši. Ja, to moš biti sam hitr skozi, ja. Ja, tako je. A se vam je kdaj sesula stran? Ja, se je. Za YouTube je v Zagrebu. Za YouTube je? To je bila 360 turneja? Ja. 2-9. Jaz sem bila tam. 9. pa 10. avgust. Ker sta bila dva koncerta, ker je bila ta stolp. Ja. Neverjetno. A takrat, resno? Ja, ne me spominjate na ta 2 dneva. Grozen. Kar so te. Grozen zato, ker je bila... Ker so Hrvati imeli eno genialno idejo o organizaciji, kako te buse spela, dol je bilo full busov, ne, prišli so in iz Bosne in Slovenci in sposod. In pač tam Maksimir je en tak smotan štadion, ki nima nobenega parkirišča zraven, ne. In so nas dejansko, policaji, takrat policija je dala prav, bom rekel, tako bo in pika, ne, nač improvizirati, in smo se pač mogli tega držati, da smo se parkirali z vsemi avtobusi na Velesajmu. Ja.
koncert je bil pa na Maksimiru. To je nekako tako, kot če bi parkiral na Dolgem mostu, pa šel na koncert v Stožice. Ne? In smo točili peš. Ja. In to je bil fucking disaster. Ok, gor grede, so busi prihajali, malo razmika, je še nekako šlo, nazaj grede je bil pa disaster, v glavnem razpad sistema in vem, da smo tam 3 ure stali, preden je prvi avtobus šel, veliko ljudi je šlo in s taksi, tramvaj sploh niso vozili, ko je bilo folka tam tako na ulici milijon, folka milijon je bilo na ulici, zato ker so vsi tramvaj čakali, kaos totalno. Dejansko čas se je ustavil, se je nehalo delati, bila je samo masa ljudi, ki smo pač šli. Vem, da tisti dan, po koncertu, jaz nisem zmogel, telefon mi je zvonil tako da nisem mogel vmes niti enega vodiča poklicati, da bi pač dal neka navodila, ker pa so tam policaji neki pejte do tam, pa iz tam je tramvaj pol tja. Glavno, to je telefon zvonil, res je bilo grozovito. Ker obljubljeno je bilo pa, da to bojo tramvaji, bojo pojačani, bojo furali dol, da se sekirati pride, ni bilo enega, oh my god. Noči bojo. Grozno. Ja. Kaj pa so odpadli tudi kakšni, ko ste prišli, to se pa ni zgodilo? Se je, seveda se je. In potem kaj narediš? Napokaš na bus in gremo nazaj. Rečeš, spite vsake eno pivo in potem gremo domov. Ampak... Džemi recimo na Dunaju so odpadli taka malo večji band, zdaj zadnja leta, ja. Včasih se koncert že dogaja, pa rata taka nevihta, da smo bili to povedan, recimo. Ja. In dejansko priješ pa. Smo se na meju parkrat, mislim, smo bližno na poti, pa smo se obrnili, ko pač k sreči že malo prej povejo. Nekaj smo se v Domžalah za Kleptona obrnili, pa dol na meji, ko so odpadli status quo v Puli, ko je unga neki infarkt ruknil. Pa enkrat za Offspringe v Zagrebu, ko niso imeli dovoljenja za kamione, da v nedeljo pridijo, band je bil dol, da bo špilo, ni bilo opreme, smo se obrnili. Vse zgodi, to je del posla. A ljudje to dobro sprejmejo, nimajo kaj, no, ampak vseeno tako. Jaz recimo, Slovenci znamo biti malo so razočarani. Ja, niso sicer verjetno tako kot otroci, ki jočejo pa to, ampak vseeno neka slaba volja se zgradi. Pa imamo glasbene želje na busu, kjer komaci hotel slišati tega pa tega, ga bomo zarodili, tako da jim je malo lažje. No. Top. Daj povej mi, kateri so zdaj prihodnji projekti, ki se jih ti veseliš, pa mogoče tudi tvoji... Pa zdaj možno reka, tvoji ljudje, no, se jih imaš. To je že cela. Letos, da bi se veselil. Kleptona se veselim. Evo. Sem bil zdaj v zadnjih 2 letih imel turnejo. Sem bili v Bologni in Milanu in je bilo super. Ker včasih tudi ni bilo. Mislim, sem bil tudi že na Klepnu, ko ni bilo. Torej to. Česa bi se še veselil? Hollywood Vampires bom šel sigurno. Lenija bom šel pogledati, sigurno, v Pulo. Pula je ful popularna, Natalana. Pula je letos ful popularna, Veliko koncertov. Moram pogledati, ko se vozim. Drugače je prišel z Rucakom. Ja. Ampak dobro, kakšne neuresničene želje pa še imaš, ali si videl? Jim je brat videl živo. Ne bom ga. Še misliva tega, ga definitivno ne boš. Mislim, ga boš verjetno tako, Ampak kaj od teh, ki so še tlele z nami? Žal mi je, da še nisem videl telih, recimo, en band, kva so že? A so naši? Doobie Brothers. Doobie Brothers? Ja, Doobie Brothers bi šel. Oni imajo super muziko. Kar doskrat poslušam. A pa turajo po Evropi? Ja, redko. Zelo redko, ne? Enkrat so bili v Milanu, je bil napoveden koncert, ampak je bilo junija, ni bila gužba za popiziti. Nisem šel, še danes mi je žal. Pa ti je zmeri žal za tiste koncerte, ko ne greš, ko so mim. To mi je žal. A mogoče veš čisto, kako se zgodi evropska turneja? Kdaj se recimo bendi, ko vemo, da so to tukaj popularni, odločijo, ne bomo turali Evrope? Kar vseeno, placi so, ne? Vsakih par let pač pride turneja, pride eno leto prej ali kasneje. Bom rekel, v tem poslu se to ponavadi dela kar za včasih celo za 2 leti naprej, Eno leto naprej. Takrat, ko mi zvemo neko napoved, je to že vse finalizirano, vse zrihtan, vse dogovorjeno. Bendi zadnja leta ogromno hodijo po turnejah, pač to je ratu po zatonu CD-ju in pač tega glavni vir dohodka, tako da kot sem že prej rekel, Gansi
8 od 10 let na turneji. Tudi turneje so zelo dolge, se kar vlečijo čez, 2-3 leta. Rammsteini recimo so bili 3 leta na turneji, kar v en. Tudi če pogledamo neko lestvico najbolj dobičkonosnih turnej, na prvih mestih so vse turneje, ki so zdaj zadnjih 10 let, bom rekel, ne. Torej se res izdatno koncertira. Zdaj, kako pa do tega pride, pač vrtijo se. Poprečen band pride ziher enkrat na 3 ali pa 4 leta v Evropo, pač. Če vse štima. Ne. Plata, turneja, nova plata, nova turneja. Ja. Vemo, da pop dosti da na koncept tega šova, da se dogaja, da ni, ne. Bi lahko izpostavil kakšen tak koncert, kar recimo te je vseeno navdušil, čeprav ni to tvoja muzika, ampak da si bil pa res fasciniran s tem, kaj se da vse narediti mogoče. Kdo je še zmeri dober pri tem? Mislim, produkcija, ki je res bila nora v zadnjih letih, so bili Rammsteini. To je bilo wow, ne, tisti res, kot da si prišel direkt v Blade Runnerja. Poperi valjda, vse te štadionske produkcije danes so veličastne, bom rekel, ne. Coldplay recimo, to je in glavni oder, in konfeti, in ognjemeti, in tiste žoge po folku, in to je šov, to je pač spektakel, ne. Včasih je bila samo muzika, mi imamo izvajalce, ki še zmeri se bazirajo na muziki, Springsteen recimo nima nobenih nekih special effects, pa tako, ne. Ja. Medtem ko predvsem pop, je pa to ne samo za poslušati, ampak tudi zelo za gledati, pač, ne. In to so hologrami in Weekend, recimo, vem, da s prejšnje turneje sem pel enkrat v München na koncert in sem bil gor na olimpijskem stolpu, ko vidiš dol direktno olimpijski stadion, sem posnel ti začetek koncerta, mislim, to je izgledalo, kot da bo ena, vesoljska ladja, kar odletela tam, ne, to je vse cel stadion, špricale iskre, gore, dole, to vse se kadil tam, čisto pa crazy, no. Ja. Ampak to, kar si omenil prej, pa žoge, pa konfeti, pa vse to v bistvu tudi že naši delajo, ne. Sicer v Stožcah, ne, ampak se mi zdi, da zdaj, ko greš v Stožce, ne vem, pa ne bojo to Joker Out ali Siddharta ali dorkoli, je vse na... To so produkcije, ki so primerljive z zahodnimi, Je rado ful visok nivo. Grem doskrat na koncert, ko je pol manj, kar je imela Siddharta v Stožicah, recimo, ne. Ja. Ne, pa zato neki svetovni bendi. Imamo tudi pri nas, pač ti glavni bendi znajo to narediti tako, kot se šika. Dobro so se razvili vsi skupaj. Ja. Moram ti reči, kakšno ceni karta, ne. To so ratala že prava mala bogatstva, ne. Verjame, da tudi mame jokajo, no, na koncu. Ja. Tako bom rekel. Vsi vidijo samo, kako so leta 2000 dali $4500 za karto, ja, ampak takrat je bilo tudi liter benzina je bil $40, ne. Tako da cene kart definitivno se zvišujejo, ampak ne bi pa rekel, da se zvišujejo kaj veliko več kot inflacija. Je pa res, da imaš danes možnost, da je danes, bom rekel, bolj so te karte kategorizirane, torej imaš možnost nakupa nekih VIP kart, VIP tak, VIP onak, VIP platinum, pa Golden Ring, Ring, ja. Pa da zdaj je popularno, da prve 2 sedeža na tribuni sta malo dražja, ker sta pač bolj zaželjena, kakor oni noter, ne. V glavnem, industrija je našla neke načine, da še kakšen evro iz fanov ven spult, ne, Ticketmaster je sploh šampion v tem, ne, pa FIU, ne, kupiš, danes je praktično zelo težko kupiti karto, za katero boš plačal to, kolikor piše na njej. Če kupiš prek neta ali kjerkoli, je še vedno strošek prodaje, strošek unga, strošek obdelave, česarkoli, ne. Ampak bom rekel, načeloma se mi ne zdi, da so karte veliko dražje, kot so bile včasih, glede, če pogledamo pač neko inflacijo. Je pa res, da pač karte za nek štadionski dober band so lahko kamot tudi po 150 evrov. So pa tudi cenejše, seveda, no, če bi bil gor na tribuni. Ampak tako je pač za našo normalnost, lej. Če pa kdo hoče, da pa
tudi Jurja za kakšno VIP karto. Ja, ker vidim, da ne, dejansko glasba je ena teh, ki ljudje jim ni škoda dati, no. Če si v temu, če to čutiš in če to delaš, ti ni bad dati, ker vseeno, poglej, pogovarjava se o spominih, ne. Za 20 let nazaj še zmeraj nosiš to v sebi, je res, da niso bile takrat tako drage, ampak če si nekaj res verjetno želiš, pol ni to tak problem dati, ne, od sebe. Ja, bi rekel, full bandovi na turneji, mislim, res je velik koncert, se dogaja in mogoče je tudi ta občutek, ne. Šel bi na 15 koncertov na leto, ne. Ne bi šel na 5, ampak bi šel na 15 in potem, ko to zračunaš, je valjda več, kot če bi šel samo na 5, ne. Se mi zdi, da včasih danes je res ogromno bendov tura, bom rekel, konstantno, ne. Tako da je izbire res velik. Ja, pa vsi bi vse šli, ne. Ja, to je v bistvu glasbeni turizem že pol, ne. Popularno. Vse je popularno, vse je za videti, pa za enkrat vsaj doživeti, ne, konc koncev, tudi če nisi lih v temu. Tole mi še povej, sabo imaš danes tudi naraščaj, oziroma skoraj celo družino. Kaj pa oni poslušajo doma? Kaj se posluša, oziroma... Omarička, napačno vprašanje. A bo šlo naprej? Rap se posluša. Rap se posluša? O ja. Tudi rock se posluša. Ste šli kdaj skupaj? Mislim, na katerega oziroma in kam planirate naprej? Ja, moj najmlajši, recimo, je mu že tako pri 7 letih, ko so odprli njegov album Card, so bili tako Rolling Stonesi, Paul McCartney, pa AC/DC, recimo, so na prvi strani, ne. Pri 7? Tam malo, ne. To sem ti pa fovš. Potem je bil, leta 2016 smo šli recimo vsi na Desert Trip, to je bil tak famozen festival takrat v Kaliforniji, ko je bilo v bistvu v 3 dneh je samo 6 bendov igral. Prvi dan je bil Dylan pa Stonesi, drugi dan Neil Young pa Paul McCartney in tretji dan The Who pa Roger Waters. Wow. To so nebesa za vsakega fana nekega klasičnega roka. No in takrat smo šli vsi v Ameriko. Moj najmlajši, Žiga, je bil takrat star 4 leta in je pač že to vse recimo doživel, ne. In še fora, pa smo šli 2 meseca potem, ko smo prišli domov, smo šli v Krško gledati Helpe. To je ta Beatles tribute band. Vem. No. Poznam. In sta bila tam malo sred prve vrste, oba v Beatles majicah, publika bila taka bolj gledališka, naša dva sta pa ful žurla tam in so jih celo gor povabili za en komad. In po koncertu smo jih počakali, ker sem jih poznal. In vem, da je en od njih je mojega najmlajšega sina, je bil še tako mali, da ga je lahko naročil vzel, ne. In ga je vprašal, ne. No, Žiga, a si videl, kdaj Beatlese v živo, ne? In je tam malo tako hladnokrvno rekel, ja, sem bil zdaj na Paulu McCartneyju v Ameriki. In on tako, kva? Res? Tako mene pogledal, vse ti je povedal, zdaj bili smo na Desert Tripu, ne? Top. On je bil čisto frapiran. Si šel tudi. Ja. Si pa prišel tudi v stik z zvezdniki, no? To moram še povedati, da ni vse tako, ne? Da ni samo, da je ta birokracija, ampak ima on tudi priliko, da se je recimo slikal in hkrati spoznal za Aerosmith, Ozija imaš tudi na listi, Robbija Williamsa. Ja. Kakšni so te ljudje, oziroma kdo te je mogoče res najbolj navdušil? Mislim, najboljši meet and greet je bil z Robbijem Williamsom, definitivno. No. To je bilo v Zagrebu pred njegovim koncertom, mislim, da 2015, kdaj, že kar nekaj časa nazaj na štadionu, ko je bil. Ja. Takrat nisem bil, mislim, da njih 10, dobrih 10 mogoče tam pač na tem meet and greetu. Bil je ful posrečen, no. Tako smo se prav zafrkavali, zabavali, kot da sem idva klele menva, no. Tako je to pač tam zgleda, bil je zelo tako, ker je v bistvu na odru, no. Tak, entertainer. Ja. Vem, da smo še rekel, da nas je ful iz drugih držav, kaj niso samo Hrvati, smo še iz Slovenije, pa iz Bosne, pa iz Avstrije, pa iz Mađarske, pa iz vem kje. Pa me je vprašal, pa bo to cool? Veš, ker zdaj, da sem imel koncert gor v Frankfurtu, sem me na Avstrijko gor potegnil and all the Germans were booing. Sem rekel, ne, cool bo, Robi, daj ti sam reč, cool bo. In res pa, še fotka smo se ful je bil faca, ja, tako fotko mava, kot da sva iz plaži direkt prišla, ja. Ja. V glavnem, na koncertu je enkrat vmes
Rekel, sem slišal, da je folk ljudi iz drugih držav klele, nisem spomnil kjere. Pozdravljam vse ljudi from the other countries, hello. Rekel, super, svaka čast. To, kaj pa rokari? Zabavno. Ozija, recimo, zdaj imamo drugače gledamo na enega, ni več z nami. Ja, Ozi. What's your name? To pa to. Kaj ti napišem? To, cool. Ok, nice to meet you, adijo. Ok. Lej, čist cool. Čist cool, ja. Dobil sem tisto, kar sem hotel. It was ok. Lušna fotka je full. Ampak pač to je industrija. Je, To je ne? bil plačan meet and greet. Takrat si ga lahko kupil. Ja. Tega v bistvu ni kaj več, ne? Mislim, zelo redko se Redko, srata zgodi. so full dragi. Rob je bil pač tako, slučajno. Sem pa tudi na ulici, kjer ga srečal. Od Hujev, recimo, pevca, Rogerja Dalterja, smo kar na ulici srečali, ne? No, pa Steva Vaja, tako kot ste rekel. Pa Steva Vaja tudi, Ja. recimo, ja, ali pa Pita Townshenda od Hujev isto. To so taka najboljša srečanja. A ne? Imaš tam fotko tam iz sred cesta, ja. Šofer je na teru, da ne se šel slika, da smo vsi na fotki, ja. Ampak greš do njih, ne? Mislim, to je ono, zdaj veš, eni ne vemo, ali bi šli zraven, ali ne bi šli zraven, ja, kako je Moraš iti, halo? Ja, no to. It's now or never. Tako. Lej, kaj boš tam? Tako. In deva to še tako končati. It's now or never. Pejte ljudje na koncerte. Ne vem, v takšni ali drugačni režiji, valjda tlele vam bom priporočala gospoda, ki pač spozna se na ta posel in smo še vsi prišli nazaj, ko smo šli z njim. Ja. Ampak definitivno to je to, no, doživeti muziko uživo na koncertu je čist drugo, kot če jo poslušaš, pa še na najboljše zvočnike doma. No, tako. Super, to so taki fajni, super izleti, ja. Fajna družba, fajni koncert. Super se imamo. Ej, hvala ti, ko si prišel, hvala za vse te zgodbe, da bi se lahko pogovarjala še ful dolgo. Ja. Ker vidim, da tle je pač, tu koncertov, valjda vsak ima neko svojo zgodbo in svoje spomine, ampak delice tako dobro še naprej. Thanks. Meni je edin, kar mi ga na živce, da se res treba ful zgodi odpraviti. Sej razumem, ni. sej štekam. A do 10 dopoldne. Ampak tako, vem, da ko smo šli točno na te Moneski, ne, in smo šli v Trst in smo šli že ob enih popoldne. Ja, ker... Veš, kje je od Ljubljana pa Trst? Ja, dobro, čakaj malo. No, Pa lahko ampak- v prvi vrsti. Ja, nisem bila, ne? Nisi bila, ker nisi šla takoj v ker vrsto. nisem imela ta golden Lej, ring. to gremo pa zmeri zato tako zgodi, da imajo vsi, ki hočejo možnost tam biti, tisti, ki pa nočemo, gremo pa lepo v miru še na kakšen pier, pa se malo pomenimo. Sej sem bila na Najbolj pari. bedno je preleteti tja, takoj noter in po koncertu takoj nazaj. Nič tega. Ja, no, pač, če ni 40 stopinj, se da verjetno. Bilo je super, ampak sej pravim. Razumem pa vso to logistiko in konc koncev, da se pol naberete. Todej, hvala ti Ja, in se vidimo ja, na avtobusu, ne bomo rekli, za začetek. Štima, hvala ti. Prosim. To je Radio 1 podcast.